Živijo! Čau! Danes bomo šli bolj v tehnične podrobnosti, ko da tle malo bolj jaz cvetim in sijem. In bomo šli čez vsako posamezno stvar v tem kombiju, s katero skrbimo za zadoščanje naših potreb. Začeli bi pa z čim začnemo? Začnemo lahko z zunanjim delom kombija, da razložiš. Prav, tako. Ajde. Ajde. Bravo, Piti. Iveco je to 2,8 motor, dizel. Neki že star, 99-letnik. Delajo mu vse stvari, ga bom odprl, črevesje. O notranjosti ne znam kaj veliko povedati, tako da lahko samo občudujete to čudo. Če se je kdo sprašal, ja, profi čas. Tako. Zapremo, ker je sramežljiv. Tole je natančen model vozila, če bo koga zanimalo. Potem gremo pa kar k gumam, ne? Tole smo letos zamenjala. Treba je bo gledati, oziroma odločila sva se za zimsko-letne, z razlogom, da ni treba imeti 8 gum, se pravi letne, plus zimske, ker to nimaš kam dati. In treba je bilo gledati, da so za dostavna vozila, torej da znajo težje obremenitve preživeti. Se pravi, vhodne odprtine bomo šli. Tlele je dizel za pogon, voda v pipe, pač za ta sistem, elektrika. Torej priklopiš se lahko na elektriko, to še nismo počela. Sanitarije, tu je pa odhod v bistvu. Zunanja pipa, lahko šlaufek priklopiš. Cev lahko priklopiš. V prvem delu te sage smo pa povedala več o shranjevanju. Še eno odprtinco mehno smo pozabili. Kje pa? Tukaj le. Kaj pa je to? Tukaj gre noter pa plin. Tukaj noter gre plin. Čist na črpalki se ga priklopiš, čist na klasičen način. Tole je vlečna kljuka. Tle gor se da lahko prečvrstiti nosilc za motor ali pa neki. Pač lahko kaj daš. Tole je še od prejšnjega lastnika nosilc za surf. Tako da, če bomo kdaj hotela biti še malo bolj cool, bomo še surf kupila. No, tle je pa kamerca za vzvratno vožnjo. Ena luč, druga luč. Se za ponoči danes ga. Tle imamo še neke odprtine. Tukaj je možnost priklopa za plin, če bi kdaj zunaj imeli žar. Tukaj je podmorniško okno. Tukaj so neke izdihovalne odprtine, ki jih ne razumem še, tako da me ne sprašujte preveč. Neki gre ven, pa neki noter. No, zdaj se pa pripravljam na pohod in sicer na streho kombija, kjer bomo pogledali, kako s solarnimi paneli v bistvu dobivava elektriko za v baterijo in jo pa lahko uporabljava za polnjenje laptopov, lučk, kot tazga. Hello! Hello! Ajde, prid! Ok, snema. No, 4 paneli in 3 okna, lahko vidite. Okno eno, drugo, tretje. In ti paneli so zvezani. Preko tegale vhoda grejo noter v kombi. Mislim, je pa tudi čudovit razgled. Zdaj sem priplezal dol in bi rad povedal, kaj potrebuješ, da solarne panele lahko uporabiš za shranjevanje energije. Se pravi, rabiš 4 stvari kupiti in to so sončne celice, baterijo, kontroler in kabli, ki bojo povezovali te 3 stvari. Od sončnih panelov v kontroler, ki regulira usmerja energijo v baterijo in kabli, ki povezujejo
te 3 stvari. Bom zdaj o teh 4 napravah povedal, kaj je v najnem konkretnem primeru. Sončne panele imamo 4 in vsak je po 100 W in to skupaj znaša 400 W. Potem preko kablov ta elektrika pride do kontrolerja, ki je ena manjša, starejša škatlica neznanega izvora. Potem imava še 150 amperskih ur veliko baterijo. 1 uro lahko 75 amperov daje ven ali pa 75 ur po 1 amper. Tukaj je noter zaloge energije, uporabljamo pa 12-voltni sistem. Tako da... Ok, kaj bova spremenila? Prej sem omenil shranjevanje energije, za uporabo energije pa se lahko odločiš, ali boš direkt 12 voltov uporabljal direkt iz baterije, ali boš pa pretvoril v hišno napeljavo, torej tako, ko uporabljamo v stavbah, je pa 230 voltov in tu dela inverter, se reče tej napravi. Inverter kupiš toliko velik, kakor misliš, da rabiš porabe. Izračun lahko narediš s pomočjo interneta ali pa lahko mene vprašaš. Midva smo se odločila za 1200-vatnega in to bi bilo za najine potrebe za letos dovolj. Za polnjenje vseh najinih naprav, kuhinjski kakšni pripomočki, blender naprimer. Predvsem, da lahko več dni zapored polnjeva laptope kljub slabemu vremenu. Tle noter v tem boksu je spravljena baterija, da je na varnem. Potem zadaj iz baterije prijeta 2 kabla, plus minus, in ta inverter pretvori 12-voltno v izhodno 230-voltno. To je pa čist klasičen štekar in od tle naprej imaš lahko isti način, kakor ga poznate od doma. Tukaj je pa vklop. Imamo pa tudi Bluetooth vmesnik. In potem lahko prek telefona tudi vklaplaš in izklaplaš. Takole je. Midva imava večjo porabo energije, kot sva mislila, tako da morava ta sistem nadgraditi, ker že po enem dnevu stvari grejo sideways. Ja, v bistvu bo nadgradnja ta, da bova spremenila full elektrike in tudi ta box, ki je bil do zdaj namenjen temu, da je not baterija pa inverter, tu se bo vse spremaknilo nazaj. Tam, kjer je zdaj storage, tako da Klemen je res orenkmajster, ki je vse to naštudiral in bo vse to sam zrihtal. Ok, Klemen, bi zdaj povedal še kaj o vodi, na kateri sediš, koliko imava zalogovnik, kako jo polneva, kam gre siva voda in kam gre črna voda. Zalogovnik je pod mano, tak velik plastičen boks, v katerega so noter že napeljani cev, po kateri lahko not dolivaš, potem ima črpalka ločeno cev, ki ven črpa vodo iz tle in jo pošilja naokrog po kombiju. Ja, ta črpalka se vklopi, ko rabi se vklopiti, da malo poveča pritisk oziroma da pošlje vodo naprej. Ok, siva voda se zbira iz kuhinje in iz tuša, kam se zbira in kako je pol? Ja, vsa ta voda v bistvu jo moraš zbirati, zato da ne teče kar izpod kombija, tako da je zadaj. Pod dnom kombija je spet ena posoda, greš na posebno mesto namenjeno za spraznjenje sive vode in ji odpreš pipco spodaj in steče v kanal, kamor gre ta odpadna voda. Tu je pol se pravi od umivanja posode pa od tuširanja. Ok, za WC je pa drugače, se reče pa črna voda, kam gre pa to? Črna voda. Črna voda je pa ponovadi kar na istih mestih, kjer se prazni siva voda izraven še za črno vodo. Moraš pa kaseto ven vzeti z kakci in urinom in zliješ. Jo sprazniti? In pol novo vodo not in sprazniti, da ščistiš, pol pa daš nazaj kaseto in si dober. Za ene 3-4 dni. Ja, ena ful dobra prednost tega kombija je, da ima dober sistem za plin. Torej ni, da neke bombe kupuješ, pa jih daješ noter, pa na tak način, ampak je že vgrajena v ohišje kombija, taka posoda, ki ima vhod pa izhod, tako da za vhod ima narejeno, da kar na črpalki lahko čisto na klasičen način napumpaš not plin, za uporablja se pa polno pa izhod in ga uporabljamo za kuhinjo.
Potem pa truma uporablja ta sistem za ogrevanje vode pa zraka, ga uporabljamo za segrevanje kombija in vode. Ima pa opcijo 40 in 60 stopinj. In pa še za hladilnik lahko pride. Tako ja, pa za hladilnik. Tako da je v bistvu ful ugodna rešitev, pa uporabna. Ja. Ker v različnih državah so različne bombe. Ja, mislim, da ful poenostavil to, da ni treba nekih bomb pa nastavkov noter dajati v kombi, imaš sem ta en univerzalni. Okay. Bo še kaj o trumi povedal, za tiste, ki ne vejo, kaj je sploh truma? Skrbi za to, da ti 20 litrov vode se greje, plin se prižge, ko vklopeš tukaj na kontrolni plošči, se užge noter, s pomočjo elektrike se naredi iskra, se začne s plinom segrevati voda in če vklopiš še segrevanje zraka, bo po teh šobah spodaj začel puhati ven topel zrak. Ok, tu je alarm za različne pline, potem pa je kontrolna plošča, ki jo po moje Adria uporabljala v starih časih. V Jugoslaviji. Je pa tole je za priklop na zunanjo električno energijo, tukaj preveriš stanje obeh baterij, se pravi od vozila pa od hišna baterija zadaj. Tukaj vklopiš črpalko, da začne voda delati, tukaj preveriš nivo vode, tukaj vklopiš elektriko 12 voltno, se pravi od baterije, če pritisnem dol, se prekine krog iz baterije navzven proti uporabnikom. Če je vklopljena, gre elektrika čez tele varovalke in potem naprej za različna varovalka pelje do različnih stvari. Tu je solarni krmilnik, ki sem ga prej omenil, se pravi iz sončnih celic pride do tlele sončna energija, polje pa ta star krmilnik pretvor v tak način energije, kakor ga baterija rabi. Ali pa celo tega ne zna, tako ta starejši model. Ali je ta krmilnik dober? Ne, fuj. Sem gledal na internetu, da je natek ta krmilnik, tako da... Evo, Klemen je delil ful zanimivih informacij. On se je teh informacij večinoma naučil na poti in hkrati tudi mene naučil ful novih stvari. In se še učiva, medtem ko dodelujeva ta kombi in ga spremenjava tako, da bo čim bolj po naših potrebah. Vesela sem, da ste si ga ogledali, da ste prišli do konca. Če vas zanima malo bolj sproščen ogled kombija, takih bolj vsakdanjih stvari, si pogledajte prvi del, če ga še niste, vam ful svetujeva. Tam pač boste videli, kako je kuhna razporejena, spalnica in podobno. Če kdo hoče, jaz sem se bolj iz angleških verov učil, tako da lahko tudi komu to dam, so ful dobri, zanimivi tutoriali, kako kaj deluje, pa take stvari. Tako. Z veseljem bo Klemen vam odgovoril na kakšno vprašanje, če ga imate. Napišite spodaj v komentar. Ne nas pa pozabite slediti tudi na Instagramu in TikToku. In spremljajte naše dogodivščine. Ja, pa ta renovacijo. Če koga zanima, kako mu iz te sedanje situacije spreminjala v neko novo, pol pač bodite na tekočem. Se vidimo v naslednjih videih. Ajde! Adios. Ču bič bau. Po špansko lahko rečemo adios. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.